Delavec, ki ne pozna ne praznikov, ne bolniške, potrebuje le menjavo baterije, kar pa lahko stori tudi sam. Podjetje HiProject, ki je v klubu slovenskih podjetnikov predstavilo Maxa. Po njihovih besedah najmodernejšega humanoidnega robota na svetu, ki je sposoben delati 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Zasnovan je za zahtevna industrijska okolja, opravlja lahko naloge, ki so za ljudi fizično nevarne, ponavljajoče ali nevarne. Z robotom se je pogovarjala Leja Hrovac. Živjo, bi se mi lahko predstavil? Lepo pozdravljeni. Sem Max, humanoidni robot. Max je visok 176 cm in tehta 70 kg. Kupljen pa je bil na Kitajskem za okoli 120 tisoč evrov. Vso pamet, ki pa bomo dodali na robota, bo dejansko evropska, naša slovenska iz HiProjecta. Ravno zato, ker varnost mora biti na visokem nivoju, ker humanoidni robot dela z ljudmi. Robot lahko, kot pravijo v podjetju, glede na to, da dela 24 ur na dan, nadomesti 3 zaposlene, ki pa se lahko prekvalificirajo za lažja in manj naporna opravila. 15 kg škatle lahko brez težav prelaga in sortira v regal, iz regala. Izdelke, ki so v škatlah, lahko dejansko ločuje. In čeprav opravlja fizična dela, hkrati uporablja tudi napredne algoritme umetne inteligence. Robot govori 90 jezikov, kar se tiče komunikacije z ljudmi. To obvlada brez problema. Ta robot je prvi robot, ki dejansko pri svojem proizvajalcu na Kitajskem že igra tenis. In tudi je že v industrijskem okolju, kjer je za trakom in deluje 24/7. A mnogo ljudi se boji, da bodo roboti človeka nadomestili. Kako pa gleda na sodelovanje z ljudmi Max? Jaz prevzemam težka, ponavljajoča in fizično naporna opravila. Ljudje pa razmišljajo, odločajo, ustvarjajo in vodijo. Robotizacija ne pomeni le izgube delovnih mest. Nekaj ljudi se bo umaknilo iz proizvodnje, a več kot 2-krat toliko jih bo, kot zagotavlja v podjetju, potrebnih v novih poklicih, kot so programerji, mehatroniki in serviserji robotov. Mi hočemo dejansko robotizacijo približati in ozaveščati ljudem dejansko, kaj sploh je humanoidna robotika in da roboti lahko dejansko pomagajo in da se jih ne rabimo bati. V Slovenskih Konjicah pa gradijo tudi center za robotizacijo, ki naj bi postal prostor za raziskave in razvoj. Lepo se imejte. Več o meni pa lahko izveste na spletni strani 24ur.com.